En prisrčen pozdrav, moram spet poseči v tolo mojo družbeno skupnost. Toliko sem se že ukvarjal z istospolnimi partnerji, ki so želeli posvojiti otroka. 2001. leta sem takrat še kot član LDS-a odločno nastopil proti ideji, da bi se samske ženske oplodile z biomedicinsko pomočjo. Referendum je takrat suvereno padel. Takrat ni bilo nekih posebnih javnih razprav, ampak vem, da sem se tudi takrat izpostavil, da skozi psihoanalizo, če gledamo na to enostarševsko družino, sama mama ne more vzgojiti otroka na način, da bi bil le-ta normalen v smislu nekega duševnega zdravja v odraslosti. To mama brez očeta ne more. Tudi njen dedek ali pa brat ne more nadomestiti biološkega očeta adekvatno. Kaj šele še ena mama, torej neka lezbika. Tako da takrat, 2001. leta, je vse skupaj v vodo padlo. Potem so ti geji in feministke, predvsem lezbike, in njim lojalne tudi heteroseksualne oziroma aseksualne ženske, ki gravitirajo v feminizem, so jim držali štango. In potem je prišlo do novih zapletov. Spomnim se, da sem leta 2009, ko so bile neke ideje oziroma pobude in osnutki o novem družinskem zakoniku, jaz sem šel v Državni zbor, se izpostavil, so me vprašali, iz kje pa sem, sem rekel, s ceste, iz katere inštitucije, iz Zavoda za razmišljanje s svojo glavo. Sem se takrat suvereno izrazil. No, zadeva je tudi takrat eskalirala do točke, da sicer so neke korekcije dali v tiste osnutke novega družinskega zakonika, ampak na referendumu je tudi ta zakonik padel. Jaz sem imel takrat samostojno kampanjo, imenovala se je Za pravilno razrešitev Oedipovega kompleksa. Jaz sem namreč mnenja še vedno, da otrok ne more razviti moralne razsodnosti. Govorim predvsem za dečka, ki so problematični, če ni deležen v oedipalni fazi dveh staršev, različno spolnih, moškega očetja kot bitja s penisom in ženske mame kot bitja brez penisa, zato da skozi Oedipov kompleks, torej kastracijski kompleks oziroma kastracijsko bojazen, ta deček razreši ta Oedipov kompleks tako, da bo v odraslosti čutil, kaj je moralno prav. Zato se je takrat 2012. leta moja kampanja imenovala Za pravilno razrešitev Oedipovega kompleksa. Otrok ima pravico do moralnega razsojanja. Država mu mora omogočiti, da razvije čut za moralno razsojanje. To je bil moj point. Seveda, redko kdo je to takrat razumel in ti nergavi levičarji iz stranke Levica z veliko pisano ali pa Združena levica takrat pod poveljstvom nekega Luke Mesca, ki svojih otrok še nima, je dosegla v Cerarjevi vladi, torej v SMC-ju, ki sem jaz takrat podpiral, da so spremenili 4 člene brez javne razprave in hoteli novelirati zakon o zakonskih zvezah in družinskih razmerjah iz leta 1976. Na podlagi tega zakona, še jugoslovanskega, se je pisala tudi slovenska ustava, kjer je definirala družino kot življenjsko skupnost očeta in matere, moškega in ženske. Potem se je hotelo vse s trikom, 4 členi, da se spremenijo, so hoteli s trikom ubiti demokracijo, jo ubiti tako rekoč, oziroma obiti in na stranska vrata ukiniti spol,
vpeljati A pa B starša ali pa prvega in drugega starša namesto očeta in matere. Tudi takratni 2015, 20. decembra je bil ta referendum, so se poskusi izjalovili. Jaz sem dal vse od sebe, moja takratna kampanja se je imenovala Levičarji za pravice otrok do očeta in matere. Zopet sem skozi psihoanalizo skušal razložiti predvsem tako rekoč mojim levičarjem, zakaj otrok potrebuje moškega očeta in žensko mamo. Tudi takrat, 2015, je družinski zakonik, ta novelirani ZZDR, propadel, ne vem koliko, 63%, koliko smo jih zopet porazili, tisti, ki menimo, da otrok rabi moškega očeta in žensko mamo. In prav butasto se mi zdi, da moram govoriti o moškem očetu in ženski mami, ker se podrazumeva, da je oče moški, ženska, mama pa ženska, ne. Ampak to poudarjam zato, ker sta moški oče in ženska mati kompatibilna glede na anatomijo genitalij. In ta anatomija genitalij ima zelo pomembno vlogo pri razreševanju določenih miselnih zagat iz naslova infantilne seksualnosti, kot bi rekel Freud. Otrok, deček in deklica mora misliti anatomijo genitalij lastnih in nasprotnega spola, tudi tako, da vpelje anatomijo genitalij staršev. Deček mora oziroma gre skozi fazo, da spozna, da je mamica bitje brez penisa, da nima lulčka, to mora deček šele spoznati. Deklica v eni točki pa spozna, da obstaja bitje s penisom, da eklatant predstavnik teh bitij moškega spola je oče, in deklica zapusti prvi objekt želje, mamico, in gre k očetu na račun očetovega lulčka, ne. Zdaj, to je ta kvantna in nadležna psihoanaliza, ki jo je ustoličil Sigmund Freud, ampak če obstaja top 5 mislecev vseh časov, je Freud eden izmed njih. Zato ne se hecati s Freudovim znanjem, ne ga negirati. Otrok rabi, deklica na svoj način, deček na svoj način, da misli oba starša kot različno spolna. Ne različno spolno usmerjena, ampak različnega spola morata biti, z različnima genitalijama, konceptoma genitalij. Moški kot bitje s penisom zaznamuje dekličino željo in ta deklica se razvije v feminilnost na podlagi mišljenja anatomije genitalij, tudi očetovih genitalij. Kastracijski kompleks je tisti, ki ne celo deklico, kot se reče, zaznamuje na način, da si želi biti ženstvena, da si želi otroka, da uživa v materinstvu. Če ne doživi moškega očeta kot bitja s penisom, se ji materinstvo izjalovi. Materinstvo, afiniteta do materinstva, do imeti otroka se deklici v odraslosti kot ženski izjalovi, če nima prisotnega očeta v svojem oidipalnem kastracijskem obdobju. Tudi spolna identiteta in spolna želja oziroma pohota se ji deformira. Je specifična, če v svoji primarni družini nima ob sebi bitja s penisom, ki je oče, ampak tisti oče, ki spi z njeno mamico. In tista mamica je njej, deklici, hčerki, konkurentka za očeta, ki ima penis. Saj vem, da je nadležno, vendar, spoštovani, dajte mi zaupati, da je to tako. Teh kvantnih kontekstov psihoanalize ne boste štekali, ne boste. Zdijo se vam absurdni, ampak dajte mi zaupati, da je to tako. Zdaj, takole bom rekel. Potem sta spet dva frustrirana geja po porazu leta 2015, takoj potem že junija 2016 oziroma aprila 2016 naslovila na fakulteto za socialno delo aprila 2016
potem pa na filozofsko fakulteto, oddelek za filozofijo, za psihologijo, dopis, češ da naj se te dve fakulteti oziroma ta katedra za psihologijo izjasni, ali otrok rabi moškega očeta in žensko mamo oziroma različno spolna starša ali ne. To je bilo junija 16 oziroma že aprila 16, dva geja sta naslovila dopis uradni. Zdaj imena teh dveh gejev se skriva, ampak ker sem se pripravljal za faktor, ki sem ga imel v sredo, sem se pozanimal, kakšen je bil protokol. Protokol, po katerem je Ustavno sodišče 10. marca letos zopet proučevalo ta nek zahtevek po ustavni presoji, ki ga je pa na pobudo teh dveh gejev, zdaj ne vem točno protokola, ker se mi ne da v te administrativne kontekste poglabljati, vem pa, da je v ozadju en drug gej, uradni gej, zastopnik načela enakosti, Miha Lobnik, to je gejevski aktivist, ki je, mislim, da podpisan kot ta zastopnik načela enakosti, pod to vlogo naslovljeno na Ustavno sodišče, ki pa 10. marca ni sprejelo končne odločitve. Zdaj bom jaz rekel, da verjetno zato, ker se bližajo volitve in po moje, če se bi odločili ti sodniki, kljub temu, da so levo politično profilirani, mogoče vendarle premorejo toliko moralne razsodnosti, pa neke poštenosti do sodnih teh sporov ali pa sodnih kontekstov, da bodo rekli, da otrok rabi očeta in mamo in da vse te zahteve so pravno nevzdržne, neupravičene. Ustavno sodišče bi to lahko izreklo že marca, 10. marca letos, to je prejšnji mesec, en mesec nazaj, ampak tega ni naredilo, ker se bližajo volitve in verjetno bi Golob kot nek tihi favorit levice, po domače povedano, na račun te odločitve popušil. In bi se ljudje končno streznili in rekli, teh levih strank pa ne moramo več voliti, ker nergajo že več kot 20 let, da bi geji in lezbike prišli do otrok, da se ustoliči teorija spola, da se ukineta oba spola z očetom in mamo na čelu, torej moški in ženska kot spol, da se ukineta, da dobimo A pa B starša ali pa prvi in drugi spol. To so te nebuloze anarholiberalcev, ki so prisotne na našem prostoru domala 30 let že, vso to obdobje samostojne Slovenije, in ta levica je tako zelo skrenila, da mislim, človek, ki je normalen, ki ima trezno moralno razsojanje, kmečko pamet, predvsem to moralno razsodnost, ne more več voliti levih strank, ker na pobudo 1% populacije zasvinjajo po celi družbi. Ena manjšina jebe v glavo večino. In to ne katerakoli manjšina, ampak tista manjšina, ki ima rano na duši. Ranjene duše, ki imajo v svojem odraščanju, gor spravljanju, upbringing, neke defekte v primarni družini, zaradi česar postanejo spolno usmerjeni, imajo zdaj take probleme, identitetne, spolne, spolno frustrirani so, da bi pa ponosno parodirali in zdaj se ne sprijaznijo, da smo mi tako rekoč na 3 referendumih svoje povedali, na 3 referendumih, 2:1, biomedicinska pomoč pri oploditvi lezbik, 2:12, novi družinski zakonik, ki je želel ustoličiti posvojitve istospolno partnersko skupnost, in 2:15, ko je noveliran ta zakon še iz Jugoslavije, želel ukiniti oba spola in s trikom priti do ideje, da bi tudi geji posvajali in lezbike otroke. Zdaj, 2 strokovni mnenji,
torej dveh oseb. Zdaj jaz te osebe dobro strokovno poznam. Mislim, ena je Ljubica Marjanovič Umek, ki je to mnenje že junija, torej avgust 17. 2016, je posodila ime, napisala to ekspertizo ali pa kvazi strokovno mnenje. Mislim, to vse skupaj ni nič. Mislim, jaz sem vse preštudiral, to je 4-listna ekspertiza, rečeno pod narekovajih, kjer so take nebuloze. Jaz sem tej dotični strokovnjakini ena na ena povedal, da ona sploh ne šteka Oedipovega kompleksa, ker govori, da spolna usmerjenost ne sme biti odločilna pri posvajanju otrok. Ona sploh ni vedela, da ni problematična spolna usmeritev posvojiteljev, ampak vhodni spol. Jaz sem v Državnem zboru 2015 povedal, da teoretsko lahko otroka, in s tem jaz nimam problemov, posvoji gej pa lezbika, ki nimata nekega sex life med sabo, ampak lahko sta čisto spodobna starša, čeprav bo otrok zaslutil, da se nimata glih rada, težko bi spala skupaj ali pa mogoče bi spala kot brat in sestra, ampak spolna usmeritev dejansko ni pomembna. Ni pomembna pri posvajanjih. Pomemben pa je vhodni spol. Kot sem že prej omenil, mora v oedipalno fazo, ki je ključna za razreševanje moralnih teh fundamentov, na katerih se zgradi potem v odraslosti moralna razsodnost, da morata vstopati v starševanje bitje s penisom, bitje brez penisa. Torej moški oče pa ženska mama. Na ta način otrok pravilno misli v oedipalni kontekst oziroma kastracijski kompleks in njegova psiha se pravilno formira. Vsi fundamenti, na katerih potem zgradi moralno razsojanje in tudi spolno identiteto, spolno željo, tudi tabu incesta, ki je biser na kroni moralnega razsojanja, otrok pravilno zastavi, čemu očetuje bitje s penisom kot kastracijsko preteč, govorim za fantka, in bitje brez penisa, brezpogojna ljubeča vaginalna mama. Vse to mora biti, in zdaj tale Ljubica že takrat ni absolutno nič štekala. In to se vidi tudi v tej ekspertizi, ko ona citira tam Golombok, to je Susan Golombok. Jaz sem šel gledati, kdo je to. To je ena militantna feministična aktivistka. Zdaj mene zanima, ali je lezbika, ali ima otroka iz epruvete, ali posvojenega na način kot ena militantna feministka Judith Butler. To me ne zanima. Sem šel pa gledati, kdo je Susan Golombok, na katero se sklicuje cel čas. To je aktivistka LGBT-ovskega gibanja. In jasno, da tiste aktivistke LGBT-ovskega gibanja, feminističnega gibanja, da bodo pristranske ocene dajale v smislu, da se otroci ne razlikujejo med sabo, če rastejo ob istospolnih partnerjih, istospolnih partnerskih skupnostih ali pa normalnih heterodružinah. Svoj čas je Ljubica Marjanovič Umek celo dokazovala, kako se otroci, ki rastejo v teh različnih partnerskih skupnostih, se pravi istospolnih in normalnih družinah, kako se medsebojno ne razlikujejo. Ona ni vedela, da se otrok zaznamuje v oedipalni fazi, recimo z nasprotispolnima staršema pa istospolnima, da se to zaznamovanje odrazi šele čez 20 let. In raziskav na to temo ne more biti, čeprav so si takrat sklicevali na Judith Stacy pa Timothy Biblarza. To sta bila v tandemu dva zopet aktivista. Jaz sem jih svoj čas proučeval, ona dva sta se tudi zavzemala s translongitudinalnimi študijami, v katerih so deklarirali kot otroke, ki istospolni partnerski skupnosti, pa niso povedali, da so ti otroci bili prvo v heterodružinah, recimo 20 parov v heterodružinah, potem se je pa mamica ločila pa začela s partnerico živeti in sta bila v lezbičnih
skupnosti, otrok rastel, ampak on je imel v psihični realnosti moškega očeta, vedel je, kdo je moški oče, imel z moškim očetom stik. In ti pari so šli v raziskavo in potem s temi otroci v odraslosti ni bilo nič narobe. Mislim, to so lažirane, metodološko sporne raziskave, ki zavajajo strokovno javnost in seveda laično javnost. In Ljubica Marjanović Umek se na takšne raziskave sklicuje. Njeno ekspertno mnenje je, ni vredno počenega groša, ne. To je ideološko nasičeno, polno nekih insinuacij. Tle imam, ne vem, raziskave kažejo, raziskava absolutno nič ne kažejo. Tle imam, ni res, ne. In tle piše, vsaj eno odraslo osebo mora imeti otrok, da se varno naveže, ne. Varna navezanost je, proučeval je John Bowlby pa Mary Ainsworth, ne, pred 50 leti, ampak potem so to proučevanje razširili tudi na zgodbo, ne, kje je pa tej zgodbi varni navezanosti otroka na mamico, kje je tukaj oče. Veste, kaj so ugotovili v tistih resničnih, neideoloških, translongitudinalnih študijah? Ugotovili so, da so fantje polni samozavesti, testosteronskosti in tudi nasploh mentalnega zdravja, če rastejo ob očetu, s katerim so v nekem rivalskem odnosu, da imajo tam igro, ne, play, rough and tumbling. To je neko rvanje, neko prerivanje, neka igra, v katerih otroci, fantje začutijo moč svojega očeta. To sicer te ameriški raziskovalci, ki so dokazali mentalno trdnost, močnejšo strukturo osebnosti, če je ob teh otrocih, fantih, oče, niso to znali povezati s kastracijskim kompleksom oziroma bojaznijo, niso Freuda znali odkati v te indukcije, ne, na te sklepe, zato ostaja pri tem, ampak to je znanstveni sklep, ne, da so otroci, ki so ob sebi imeli, mišljeni so predvsem pri fantih so to gledali, ker seksualno zblojenost žensk, ki so rastle brez očetov, ne morejo proučiti, ne, ampak fante so pa proučevali in so ugotovili, da so res močne osebnosti tisti fantje, ki so se rokoborsko spopadali v igrah s svojim očetom. Ne? To so pa dokazali, samo interpretativno niso bili dosledni v psihoanalitičnem smislu in niso znali Freudova znanja, psihoanalizo odtkati v interpretacijo. Ne? In potem tle raziskave kažejo, ne? Ena odrasla oseba, mislim, to je tako ideološko napihnjeno, da glava peče. To so laži, tle imam poln laž, ne, insinuirana laž, ne, sklep, da otroci ne rabijo obeh staršev, da spolna usmeritev, pazite, spolna usmeritev staršev ni pomembna, ne, sploh ne ve, ampak ta se je že naučila, da je vhodni spol vendarle pomemben, ne. Potem ta Milica Antić, ne Milica Antić Gaber, ta je tudi v ozadju. Dobro sem se zmotil, pa ne bom povedal, zakaj sem se zmotil, ker bi bilo vulgarno povedati, zakaj sem zdaj rekel Milica Antić Gaber, ker tam je en Slavko Gaber, pa v tej zgodbi je pa Ljubica, z veliko pisano, Marjanović Umek, ne, ki govori o spolnih stereotipih, ki jih otroci, ki so posvojeni v istospolne partnerske skupnosti, nimajo. Veste, spolni stereotipi so neke neučene nebuloze, ki so plod feministične ideologije, pa legibitrovske ideologije. In določeni izmaličeni pogledi, ne, so dejansko izmaličeni, da ne rečem psihopatski pogledi na določene kontekste. Ne. Ta jih pa označuje, da so to spolni stereotipi, ne. To, da sta spola različna oziroma enaka, ne, da bi bil zdaj to spolni stereotip. Ne. Različnost spolov je spolni stereotip, ne se hecati. Pa to normalen človek ima razsodno moč, ve, da sta spola različna in to različnost spolov ne moramo omenjati kot spolni stereotip. In ta Milica, Ljubica pravi, ne,
da otroci, ki rastejo v istospolnih partnerskih skupnostih, nimajo spolnih stereotipov takih vrst, oziroma imajo manj spolnih stereotipov. Nelogično sklepanje sta ozadje, nezavedno, intuitivno logično sklepanje, da sta, na primer, spola različna. Pa da, recimo, spolna usmerjenost, ki je istospolna, da tole pa nekaj ne štima tam nekje, da nekaj ni normalno. A je zdaj to spolni stereotip, če rečemo, da je moški heteroseksualno usmerjen, da ima rad žensko, a to je zdaj spolni stereotip, In te otroci, imajo manj spolnih stereotipov, ker so biseksualni, najmanj, če že ne homoseksualni. Skratka, tudi piše, da so bolj uspešni, da se je izkazalo, da so recimo posvojenci v lezbično partnersko skupnost ali pa v gejevsko, da so celo bolj uspešni v šoli. Ja, seveda, zato ker človek v stiski, ko je bil kot otrok v čustveni stiski, ko je trpel, ko je bil tako rekoč zblojen z dvema mamama ali pa z dvema očetoma, gejeva, da tak navadno lahko razvije genializem na intelektualnem področju, ampak na čustvenem je debil, na intelektualnem je pa lahko genij. Tudi Leonardo da Vinci je bil genij na enem področju, pa na večjih področjih, bil je pa gej, da ne rečem pederast. In take stvari tukaj nas pol opišejo in potem je to strokovno mnenje, ki je romalo na Ustavno sodišče. Ustavno sodišče je pa reklo, zdaj pa naj vlada zdaj reče, kaj pa, pravilno je reklo, naj pa vlada zdaj reče, kaj pa porečete pa na to strokovno mnenje Ljubice Marjanović Umek, ali pa Ane Marija Sobočan, ta je pa še bolj zblojena, ta mestoma saj omenja ne samo spolno usmeritev, ampak tudi spol, ker sem jo opozoril 2015, ker se je upala soočati tam na soočenih, kjer sem bil jaz zraven, oziroma sem smel. Ta Ana Marija Sobočan pa teh mojih ekspozejev ali pa dispozitivov končnih, ko sem jaz to povedal, ni slišala. In ta šele govori nebuloze. Na vsakem stavku bom prišel do tja. Zdaj, da zaključim, dejansko ne šteka, ker piše, da spolna usmeritev staršev nima pomembnega učinka na razvoj otroka. To piše, mislim, Filozofska fakulteta je dala tole od sebe, s podpisom Ljubice Marjanović Umek, ki je tako rekoč posodila svoje ime, ker je razvojna psihologinja, ki ne šteka Ojdipa. Drugi dve mnenji sta pa iz aprila 16, zopet april 2016, dva geja, torej vam povem, zbrisana sta imeni na Fakulteto za socialno delo. Zdaj ne vem, kdo je bil v tistem času dekan. Lahko, da je bil to gej, Bogdan Lešnik, to je grobar mojega doktorata, to je pionir Magnus gibanja, prvega gejevskega gibanja v Sloveniji, tam sredi 80-ih let se je pojavil, mislim, da 84 leta, torej bo kmalu že 40 let, odkar se je pojavilo to Magnus gejevsko gibanje in Bogdan Lešnik je bil predsednik, pobudnik, pa Brane Mozetič, dva geja, aktivista, in Bogdan Lešnik je bil dekan Fakultete za socialno delo, ki je dala to ekspertizo te Ane Marija Sobočan. Ta pa non-stop govori, sklicuje se zopet na ta Judith Stacy, pa Timothy Biblars, pa Susan Golombok. Ona se sklicuje, kopira neke feministične ideološke raziskave, ki so pristranske, metodološko sporne in vse skozi govori, da raziskave kažejo, da spolna usmeritev nima pomembne vloge pri starševanju. Mislim, Ojdip je za njo španska vas. Pojma nima, kaj pomeni pravilna razrešitev Ojdipovega kompleksa. Govori o longitudinalnih študijah, ne ve pa, da otroci, ki so bili proučevani po 20 letih
bivanja v istospolni partnerski skupnosti, da niso bili psihoanalitično izpostavljeni obravnavi na psihoanalitičnem kavču, kjer bi skozi mesece, mogoče leta, ti odrasli ljudje govorili o svojem otroštvu in kaj vse je bilo narobe v njihovem otroštvu. Kakšne travme so doživljali, zakaj ima te probleme, ki jih imajo, in vsak ima probleme, ampak ti posvojenci imajo zagotovo večje probleme, na katere sem jaz opozarjal, ko sem še šel prerekati v kafe Open z Lunačkom, Matjažem Lunačkom, tudi z Lešnikom. Sem rekel, da otrok mora razrešiti Oedipov kompleks z različno spolnima staršema v istospolni partnerski skupnosti. Se to ne da. Amen, pika, konec. In ko sem jaz to povedal, sta ravno Matjaž Lunaček, tudi gejevski aktivist, poznavalec psihoanalize, in Bogdan Lešnik, eklatanten, deklarirani gej, tudi poznavalec, moj profesor, za tega nisem jaz doktor, ker mi je pomagal sesuvati doktorat. Oba ta dva se spoznata na psihoanalizo in oba sta rekla, s stisnjenimi zobmi, Vodeb ima prav. Otrok ne more razrešiti Oedipovega kompleksa, kar pomeni vse narobe v psihi. In ja, potem bojo rabili psihoterapijo. In sta rekla oba dva, kaj potem, če bojo pa ti otroci šli na psihoterapijo? Kaj potem? Sej ordinacije so polne nekih predoedipalcev ali pa oseb, ki niso razrešili Oedipov kompleks, Oedipovega kompleksa, zato rabijo psihoterapijo. Zdaj bi pa država sprejela zakon na uslišano ustavno pobudo in bi geji posvajali pa lezbike, vedoč, da bodo te otroci, ko bojo zrastli, psihično zaznamovani tako, da bodo rabili psihoterapevtsko pomoč. Ta dva, gejevska aktivista oba, psihoanalitika, vesta, da bo to tako. Kje ste pa zdaj levi pravniki, da bi rekli, če pa to res, potem pa ne smemo mi tazga zakona sprejeti, kjer bojo zaradi zakona ljudje rabili psihoterapijo, ker ne bodo razrešili Oedipa v oedipalni fazi z različno spolnima ali pa z enospolnim staršem. Torej, v družini, ki ne bo imela dveh staršev, ampak samo enega ali pa dva istospolna. Mi ne moramo tak zakon sprejeti. In ustavno sodišče mora to končno enkrat za vselej, ne za vsakih 5 let, ponovno nekaj obravnavati. Zavedno mora to ad acto narediti in reči, posvojitve istospolno partnerska skupnost so škodljive za otroka. Amen. Konec. In na podlagi teh strokovnih oziroma kvazi strokovnih mnenj je vlada potem nekaj odgovorila. Je odgovorila in LGBT-ovska skupnost z Mihom Lobnikom na čelu je spet nekaj nazaj odgovorila in zdaj vlada torej ustavno sodišče zopet pošilja vladi nazaj v obravnavo, kaj bo zdaj vlada rekla glede na pripombe, ki jih je napisala, na vladne pripombe LGBT-ovska skupnost oziroma Miha Lobnik kot zagovornik načela enakosti. Mislim, to smo mi banana republika, zato ker se politika hoče involvirati v strokovne kontekste, ki so jasni. Jasni so v tistem trenutku, ko se iz strokovnega diskurza izvleče vse aktiviste LGBT-ovskega gibanja. Miha Lobnik je aktivist. On ni tam neutralni zagovornik načela enakosti. Ana Marija Sobočan je aktivistka in kliče tam Darja Zaviršek, podpisnica neke raziskave, Zaviršek Sobočan 12. leta, Sobočan 11. leta, Sobočan 12. leta, sama sebe citira. A pa sploh ne ve ženska, da se Oedipov kompleks razrešuje z različno spolnima staršema. Njihov vhodni spol v starševanju mora biti različen. Njuna starševska spolna usmerjenost je v resnici nepomembna in tega ne šteka in daje ekspertna mnenja. Kvazi ekspertna. Mislim, to ne govorim zdaj na pamet, da note misli. To sem se preštudiral. In potem reče 2015, je padel ta referendum, že drugič,
Jasna Murgel, poslanka SMC, ne, tam v državnem zboru, ne da bi vedela, kako temo je brcla, ne, ali pa kozla ustrelila, ne da bi vedela in rekla, sej, ko bo to prišlo na ustavno sodišče, mi bomo pa takrat že zamenjali ustavne sodnike in bojo to roko izglasovali, ne, in zdaj se čaka, ustavni sodniki so zamenjeni, pol je bab, ne, te tako in tako ste feministke, ker ženska, ki je ustavna sodnica, ne more, da ne bi bila feministka, ker če ne bi bila feministka, sploh ne bi bila ustavna sodnica, ker je karieristična, ne. Tam je 5 ustavnih sodnic, se mi zdi, v enem obdobju jih je bilo, pa 4 ustavni sodniki, ne. Večina je levih. In zdaj bojo zaradi svoje izvorne leve politične opredeljenosti tam roke dvigovali. In lahko, da zmaga tale načelo enakosti, ta Miha Lobnik, s temi nebulozami v predlogih. Mislim, a bomo zdaj to, a bomo to kupili? Mislim, ko smo, govori se o 2. in 3. členu zakona o partnerskih zvezah, to je, včasih je bilo tukaj ZRIPS, ne, ZRIPS je zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, ki ni bil dober, ker ga je sprejela desna vlada. In leva je pa mogla nov zakon sprejeti o partnerskih skupnostih za geje in lezbike, ne, 2. in 3. člen, diskriminacija, ker je noter omenjen spol moški in ženske, ne, tako kot je mati narava ali pa Bog, Adam pa Eva, nista 2 Adama pa 2 Eve, ne. Potem je tukaj v kontekstu posvojitev, družinski zakoniki s tem 2017, 22. člen, 213. člen, 223. člen. Potem pa še naknadno so vložili zahtevo 22. decembra 2021, ne, to je 4 mesece nazaj, je zagovornik vložil zahtevo za oceno ustavnosti, to je špehovje, te materijali, ki sem jih jaz dobil, ne, na pogled, ne, sem prosil Aleša Princa, če mi posredujejo vse te materijale, 40 strani je enega dokumenta o nečem, ne, 25 strani odgovora vlade, ne, osnovni predlog Mihe Lobnika, zagovornika, 40 strani špeha, to se ne moreš prebiti, to, če nisi ekspert, sploh ne veš, zakaj se gre. In potem za to biomedicinsko pomoč oploditev, ne, nadaljnjih 30 strani materijala, suma sumarum, ne, hočejo, da bi samske ženske, pa rečejo vdove, pa ločene, v resnici pa za lezbike. Za lezbike, tiste, ki niso pripravljene, ne vem, rit nastaviti ali pa, ne vem, ne dobijo oplojevalca, so v lezbičnih skupnostih, ne, te ženske zdaj, ja, sorry, daj narediti vse, da se boš tam enemu privlačna zdela in daj ta pa se napiti, pa bo ratal. Ker otrok, v bistvu vsega je, da otrok rabi očeta. Otrok za mentalno zdravje, ki se bo razvilo čez 20-30 let v odraslosti, rabi očeta ob sebi. Ne? Tistega očeta, ki ima njegovo mamico, ki se imata rada, pa se mogoče tudi kregata, po noč spita, ne? Kastracijsko pretnjo, dečku, oče. Deklica tam, mamica, se bom jaz z očem poročila, ker ima lulčka, mi dvega pa nimamo, on je več ureden. V nezavedni psihični realnosti razmišlja neka deklica pri 3 letih, ko zapusti mamico in preide k očetu. Ti protokoli se morajo zgoditi, če hočemo razvoj mentalnega zdravja, trdne osebnosti, spolne identitete, spolne želje in moralne razsodnosti, ki je ključna za to, da nam bo družba normalno funkcionirala. Otrok rabi očeta. Deklica zaradi enih svojih stvari povezanih s partnerstvom v odraslosti, ki ga bo imela z moškim, in spolne identitete oziroma pohote, želje. Deklica, ki nima očeta, to se iz spolno zavozla totalno. Ali postane aseksualna ali pa hiperseksualna. Normalne seksualnosti deklica brez očeta ne more imeti. Deček pa ne more razviti moralnega razsojanja. Pa tudi problematična spolna identiteta, spolna želja, če ob sebi nima očeta kot identifikacijski lik, češ, ko bom velik, bom tak car kot oči. Oči mora biti tam dober očka. Jaz ne vem,
če bi še kaj povedal, toliko tega sem že povedal, namesto podcasta, ki ga ponavadi imamo ob petkih, sem rekel, da bom pa solo varianto tega danes posnel. Zdaj bom rekel, take it or leave it. Svoje sem dal, vi pa kakor čte.